Fantasy. Radio Fantasy. Ljudke in pol čez 8:30, malo gledam, odpro se vrata in kar naenkrat v studio stopi gasilec. Ja, ampak ni gasilec samo. Ne, ni, ampak je gasilec Uroš. Dobro jutro. Uroš, Dobro jutro. opečkal, dobro jutro. Dobro jutro. Sva skoraj rekla, ki gori. Ja, Pa ti rečeš kaj? ja, slišali smo, da ste bili pridni, da si bila pridna, da si nabrala veliko plastenk, ki jih zbiramo za naše male junake z 3. nadstropja. Po to si torej prišel. Tako, ja. No, Ja, čakaj, a jih okej. lahko grem iskat? Bo ta zmogla sama. Mislim, počak, se mu boš pol Okej. Ja, to si Ker sta zdaj... res pridna, veš. Ja, jaz pa zadnjič gledam, pa kaj imaš uši tam okoli? A veš, imamo računalnike, mikrofon in snemalnica zraven, pa polno plastenk levo in desno. Ja, mi smo se odločili v Sloveniji, že lani tekla akcija, letos smo se še mi pridružili, poklicna gasilska enota Celje tej akciji, in sicer zbiranje plastenk za naše male junake. Zdaj, mogoče podatek, lani so zbrali 18 ton, nekaj čez 18 ton teh plastenk, kar je pripomoglo k ločevanju odpadkov v prvi vrsti, dobro, v drugi vrsti dobro. pa, kar je najbolj pomembno, sredstva za klinični center oziroma za naše male junake. Da mi povej, koliko je to 18 ton približno v število plastenk? To je, zdaj če gledamo, da je ena plastenka zelo lahka, da ima okrog 30 gramov, ne, je to okrog 622.000 plastenk. To je... Več kot pol Ampak, milijona. Uroš, jaz sem tebe zadnjič gledala na posnetku, kak si ti eno po eno plastenko metal v ta avtomat za Tako, ja. plastenke. Vi ste šli v Maribor, Mi ne? smo šli v Maribor, ja. Bilo je še lahko si dal v Kranju in pa v Ljubljani v Lidlovih poslovalnicah. Ampak zdaj jaz vem, da ti si to eno po eno plastenko jih nametal noter koliko. Ja, zraven je bil, moram povedati, sodelavec Teo. S Teo tam smo jih iz naše enote pripeljala 2200. Tako Oj, smo oj. približno vsak 1100 jih vstavila v avtomat. Koliko dolgo je to trajalo? Ja, je kar trajalo. Je trajalo, ne? Ja. Jaz sta si pisala ure? Ne, to gre za dobrodelno zadevo in mislim, da je prav tak, da naredimo Ne, nekaj v tej saj. smeri. Mal heca ne škodi, Vi ampak ste poklicna enota Celje, ne gasilska enota Celje, in to ste se vsi odločili, ali sam posamezniki? Ne, ja, tu smo dali mi pobudo vsem zaposlenim, vsi so potem aktivno pristopili k stvari in smo v dobrih 2 mesecih oziroma v 2 mesecih smo zbrali teh 2200 plastenk, kar mislim, da je zelo pozitivno in tudi fantje so bili ful zadovoljni in ful veseli, da lahko sploh pomagajo na tak način. Ta vseslovenska akcija zbiranja plastenk traja do 30. zdaj do konca septembra. Tako je, ja. Mi še bomo odpeljali, še nekaj se je še nabralo tega in še bomo to še odpeljali enkrat v Maribor. Nekaj je nujno, samo šuši, nekaj je nujno. Glede na to, da si rekel Maribor, Kranj. Kaj pa nekdo, če hoče recimo tukaj oddati plastenke, kaj naredi? Kaj predlagate? Ja, zdaj najlažje je, da pripeljejo k nam na enoto, ampak to je treba potem do 29. ker 30. je treba oddati. Drugače bo pa verjetno drugo leto ta akcija in bomo tudi ljudi prej obvestili o vsem tem. no, to vam bomo mi priskočili na pomoč, definitivno. Ja, pa prej bomo začeli vse skupaj, ne? Tako, ja, takoj, ko se bo začela akcija, bomo tudi mi pristopili. Še ena stvar je nujna. Plastenke ne smejo biti zmečkane. Tako, ja, to je pa zelo pomembno, pa zamašek je dobro, da ima. Zakaj ne sme biti stisnjena, je pa zaradi tega, ker jo avtomat ne prepozna in jo zavrne. No, drugače, cilj je zbrati 350.000 plastenk, ne? In Tukaj jih imaš ti tamle na pultu gor. A sam toliko? Je pa res, da v bistvu avtomati sprejemajo plastenke s prostornino nekje do 100 ml oziroma od 100 ml do 3 litre. Tako, ja. Ne smejo biti stisnjene, zamaški pa črtne kode naj ostanejo na plastenkah, to pač tudi treba vedeti. Pa štejejo samo Zdaj pravilnik bere. plastenke, ki so oddane v avtomat in ne tiste, da jih prenesete pa pač tam pustite. Ne? Ja, viš da. Če bo to slučajno kdo sam počel, da bo vedel pač na kakšen način. Je pa ena zadeva še, da plastenk od olja pa se ne sprejema. Tako da, dajte sam od pijačo Allah ne haš, brat, pravilnik, če ima Uroša tule. Ja pa no, ampak Ne povej. taki podatki so tudi pomembni. Ja, zelo pomembno je to, ker konec koncev, če se ne držimo nekih pravil, lahko pride potem tudi do poškodbe tistega avtomata. Ne? Ne? Vidiš?
Da mi sam povej, ko si vrgel noter avtomat, kaj si dobil en listik, nazaj kaj je pisalo, gor vrednost ali? Ne, količina zbranih plastenk, na vsakih 100 plastenk se zaključi in gor piše donacija. Aha. Tako da je to. Zato so določeni ti avtomati, ki sprejemajo plastenke. Tako, ja, zato so samo 3 v Sloveniji. Torej se pravi, smo rekli, lahko prenesemo k vam. Do 29. Lahko, ja. Jaz eno imam tule na mizi, sam da spijem do konca vodo. Super. To gre, tako je pol litrska gre. Tako gre, vse od 1 deci naprej. Aha, do 3 litre, ko si rekla. Vidiš, ko ne poslušaš? Ne, samo opozarjam ljudi, da ne bojo napačno nosili, ker ponovadi sedimo na ušesih. Ja, nažalost, veliko krat. Ja. Ok, torej dobro delo se nadaljuje. Ostani še malo, glede na to, da si iz poklicne gasilske enote Celje, mesec oktober je mesec požarne varnosti. Lahko še tu kako preventivno rečemo. Čakaj, eno musko dam. Okay. Eno dam, ti se pa... But the darkest night won't always be that dark. Tears are gonna fall, tears are gonna dry. Gotta let it go. That's the only way that I know how. Gotta lose control. Coming down. Remember what you told me. Love's like a waterfall. I know the only way to get along is going with the flow. 18 do ostaja ura in še vedno ostaja z nami Uroš Opečkal iz poklicne gasilske enote Celje. Pozdravljen še enkrat za vse, ki so zdaj le užgali radio. Tako, pozdravljeni vsi skupaj. Dober namen, smo rekli zbiranje plastenk do konca meseca. Do konca meseca, do 30. Za naše male junake. Za naše tretjega nadstropja, ne? Tako, ja, se borijo in na koncu, kot si prej, ko si prišel sam dejal, na naših mladih svet stoji. Ne? Ja. To so naša prihodnost. Oni bojo tisti, ki bojo za nas skrbeli, tako da je prav, da zdaj mi poskrbimo za njih. Lepo, lepo. Zbiramo plastenke torej do konca meseca. Cele morajo biti, fajn je, če gor zamašek, pa tudi pripelje jih lahko do vas, do poklicne enote gasilcev Celje. Ja, jih oddajo pred dispečerju in to je to. Bravo. Šuši, kaj si pa ti naredila? Jaz sem prinesla svoje zbrane plastenke, tako da vidite, kako jaz pijem. Zelo pridna. Je bila pridna, ker jih je res velik kup tukaj v studiu, bomo tudi pofotkali. Pazi to, jaz nisem to zdaj 2 meseca zbirala, ker pač sem bila malo prepozn tudi zraven, tako da to je 14 dni. Ja, pridno v glavnem. 14 dni, Zelo, fajn. Okay, akcija torej se lovi tam 300,000, pa verjetno bo več. Upajmo, da bo več. Ja, da bo več, držimo pesti, tako, ali pa fige, tako. Super, zdaj Uroš, rekli smo, ker si ravno tukaj, ne, in vi gasilci ste skozi na preži, zdaj le prihaja pa mesec oktober, mesec požarne varnosti. Dej nas malo pozor, domačine, tiste, ko kaj delamo doma. Tako, letos bo tema požari v gospodinjstvu in sicer je največkrat se zgodi, da pride do pozabljene hrane in pride zaradi tega do užiga in pa do požara v gospodinjstvu. Tako da tukaj bi jaz apeliral na vse, da v gospodinjstvu pazijo, da ugasnejo plin, izklopijo električne plošče in tako naprej, da preprečijo in delujejo samooskrbno oziroma preprečijo, da bi prišlo do požara. Ampak kaj pa naredite, ko pride do požara sploh v taki situaciji, da se, ne vem, filana paprika nekomu presmodi? Ja, zdaj filane paprike ne moremo rešiti več, ne? Rešimo pa, koliko se da, premoženje in pa predvsem pa življenje posameznika. Kar je najbolj važno. Je pa zelo nevarno verjetno pregreto olje, ne? Ja, to je pa sploh posebna tema, o kateri je potrebno veliko govoriti. Pregreto olje oziroma olje na štedilniku, ki je prišlo do vžiga, obvezno pokrite z nekim pokrovom, posodo oziroma z mokrim servetom. Nikoli pa gor ne nalivajte vode, ker bo prišlo do velikega vzbuha in boste utrpeli velike in pa močne opekline. Torej, treba je pokriti? Pokriti, ja, obvezno. Ne zaliti. Ni tisto, ko imaš preventivno v glavi, ker voda, bum. Ne, vode ne, na olje nikoli voda. Nikoli, ja. Evo, to je dobro vedeti, ne? Lej, dobro, da ne kuham. Da se mi kaj takega ne more zgoditi. Vseeno, všeč mi je, da si nam navrgal tudi to, je še kakšna stvar, ki je treba povedati. A ja lahko jaz? No, dej. A ja lahko jaz? Dragi Uroš, mogoče še ne veš, ampak jaz sem se zmenila, jaz bom končno prišla do koledarja poklicne gasilske enote Celje.
Tako da fantje se mi bodo slikali v vsej možni opremi, ki jo imate. Ker pazite, zadnjič so bili v opremi na biciklih. Pa špilali so basket v drugi Kolesarske opremi. drese imajo svoje. Kolesarske drese, basket drese tako je. imajo. Da imajo našteto opremo. Okay, Zdaj imate nove kratke hlače, sem čula? Ja, samo te kratke hlače so samo za enoto. Dober, Potem ampak imamo je to oprema. našo klasično uniformo za čez dan. Potem imamo intervencijske obleke tipa A in tipa B, to pomeni za požare in pa za tehnične intervencije. Jih imamo že 6. Tako. Potem imamo potaplaške obleke, dvojne, ene so mokre, ene so suhe potaplaške obleke. Obstaja svečana obleka. Svečana obleka, tako. Potem imamo plinotesne obleke. Ja, smo na 10. Še dve. Kopalke, jaz čakam na kopalke. Kopalke, ja. Jaz čakam na kopalke. Kopalke, dobro, pa bomo še pa dodali kopalke. Evo, Ok, ena, še ena mi fali pa. Ena že, ok. Nagi. ena ne bo pa nudila. Tako, Ena je pa FKK. tako. Jaz podpišem, mislim, da naše poslušalke tudi. Bomo pa tudi ta koledar letos namenili za dobrodelni namen. Po vsej verjetnosti, kot smo se z Urošem ravno kar to dogovorila, bo šlo za naše junake. In takoj, ko bo koledar Res, da se možno zvedel ga tik kupiti, pred zdajci, ampak lej, le. smo ga kar pohaklali. Ja, si pa zraven. Super. Tako da, gospod Žnidarko, naš direktor poveljnik tukaj, da boste slišali, oziroma da zdaj veste, kaj se bo zgodilo, ker on še ne ve. Prišel si z enim dobrim namenom, boš pa dva zdaj odnesel, Tako, evo, še en super. prihaja. Tako da hvala za obisk in do konca meseca vsi zbiramo plastenke. Tako, hvala vsem, ki bojo zbrali plastenke in jih prinesli še do nas. Moramo se zavedati, da delamo za naše male junake, ki resno in nujno potrebujejo nas. Se Hvala. strinjam, podpisano. Hvala ti in stanite v takšni Se meri še vidimo. naprej. Ja. Radio Fantasy. Radio